Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije današnji seji obravnaval pomembne točke. Osrednje so bile 3, in sicer prva je bila, ko smo obravnavali letno poročilo za leto 2016. Svet je soglasno ocenil, da je tudi letos pripravljeno odlično, kvalitetno poročilo o poslovanju zavoda v preteklem letu. Enako pa seveda vsebuje to poročilo veliko koristnih podatkov, sploh o izvajanju pokojninskega sistema v tej državi in tudi o trendih, ki jih beležimo na tem področju. Sam bi posebej izpostavil to, da to poročilo jasno pokaže, kako učinkuje veljavni zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in s tem seveda bistveno se začenja razbremenjevati proračun kot vir dela sredstev, ki jih prejema zavod iz proračuna. Celo smo prišli do tega, kot vemo, da je v tej državi od leta 1996 veljavi predpis, ki je delodajalcem znižal njihovo prispevno stopnjo na polovico in smo tukaj neka evropska izjema, ko delodajalci plačujejo polovico manjše prispevke za ZPIZ kot delavci, in tukaj je zdaj prišlo do tega, da se dejansko ugotavlja, da je prispevek ZPIZ-a iz državnega proračuna v ZPIZ iz tega naslova enak temu, kar pomeni, da dejansko več finančnega velikega problema v pokojninski blagajni ne bi beležili, če bi imeli tako kot ostale evropske države izenačeni ti dve stopnji. Sicer pa je zavod posloval stabilno in ne dvomim, da bo tudi v bodoče temu tako. Naslednja točka je bila imenovanje generalnega direktorja. Razpis je potekal torej od 2. do 13. februarja tega leta. Svet zavoda je decembra imenoval razpisno komisijo, ki je upravila vse postopke, ugotovila, da so prispele 3 popolne vloge na ta razpis in danes je svet obravnaval poročilo te razpisne komisije in na koncu tudi soglasno z glasovi vseh članic in članov sveta za novega generalnega direktorja imenoval sedanjega generalnega direktorja, gospoda Marjana Papeža, ki je nenazadnje z svojim delom in tudi z ocenami, ki jih je dobival od sveta ZPIZ-a do sedaj, upravičil to vlogo. Tako da tu je bila odločitev soglasna, zato pričakujem tudi, da bo vlada dala soglasje k temu imenovanju, ker po zakonu pač mora vlada dati soglasje. No in tretja točka, ki mislim, da je pomembno izpostaviti, je, da smo danes prejeli sklep o razpisu sredstev, ki jih zavod vsako leto namenja organizacijam upokojencem, ki jih lahko uporabijo za rekreativno in športno dejavnost upokojencev. Gre za sredstva v višini 193.000 evrov. Ta razpis bo kmalu objavljen v uradnem listu, zato pozivam seveda tudi organizacije upokojencev, da sledijo temu in pošljajo svoje vloge na ta razpis, ker bodo iz tega naslova lahko deležni tudi sredstev, ki bodo jih lahko uporabili za te namene.